Vsebina je izključno odgovornost televizije Ideja in ne odraža nujno stališč Evropske unije. Dragi gledalci, v tokratnem podcastu bomo razmišljali o digitalnih rešitvah, ki značilno spreminjajo delo na kmetijah in jih podpira skupna kmetijska politika Evropske unije. Naša gostja je doktorica Saša Štravs iz podjetja ITC Murska Sobota, strokovnjakinja za prehransko verigo. Lepo pozdravljeni. Dober dan. No, digitalne rešitve in digitalizacija so postale del kmečkega vsakdana. Kako jih razumete vi? Pri digitalnih rešitvah danes je najbolj pomembno to, da se res uporabljajo, pa da kmetu na koncu koristijo. Kajti danes imamo veliko rešitev. Skoraj za vsako stvar obstaja aplikacija in potem, ko jo začnemo uporabljati kar tak, z vedrega neba smo navadno razočarani ali pa vidimo, da to nekako ne ustreza našim potrebam ali je prekompleksna ali pa nam ne da nekega feedbacka, ki ga pričakujemo. Zato je najbolje, da res uporabljamo tiste rešitve, ki so bile razvite skupaj z kmetijsko stroko in pa ne nazadnje s kmeti. Ker tiste rešitve potem navadno res koristijo in pa niso preveč kompleksne, da bi bile pretežke za uporabo in pa obenem dajo neki kvaliteten feedback. Ker danes vsi govorimo o podatkih, ampak ni problem samo podatkov, pa da imamo vsi podatke. Važno je, kaj vemo mi ali pa aplikacija s temi podatki narediti, da potem imamo neko bolj kvalitetno na podatkih podprto odločanje, pa tudi ne nazadnje prilagojeno. Ker dosti krat so zdaj, kmetijski nasveti, naprimer, so zelo splošni. Iste nasvete dobi vsak kmet, ki pa nima iste njive ali nima iste kmetije ali ne potrebuje istih strojev, ne dela na isti način. In potem je na podlagi podatkov možno tudi te nasvete personalizirati. In tudi to se lahko naredi skozi določene aplikacije, ki na različen način pa zbirajo te podatke. In ravno praksa bo tema najinega pogovora. Se še spomnite začetkov, ko ste se srečali z digitalnimi rešitvami, ste pričakovali takšen rapidni razvoj? Pa zadnje čase se mi zdi, na vseh področjih smo v nekem boomu. Vse gre hitro, pa vse se razvija z nazarensko veliko hitrostjo. Karkoli je skoraj da že v enem letu nekako zastarelo. Sploh pa še aplikacije, pa digitalne tehnologije pa se razvijajo skokovito. Sploh zdaj, ko je ta boom umetne inteligence, gre vse zelo hitro. In tukaj je še vseeno pomembno, da ne sledimo temu boomu v tem smislu, da zdaj vsako naslednjo stvar, ki pride, vzamemo, pa spet nekaj delamo z njo, ampak da probamo tiste stare, zdaj tako rečemo, aplikacije, ki jih že dalj časa razvijamo, da jih probamo razviti res tako, da imajo smisel. Greva zdaj k začetkom, kako se pravzaprav digitalne rešitve razvijajo v praksi. Pri nas sledimo temu modelu Living Laba, ker se nam zdi pomembno, da vsaka razvita rešitev gre skozi ta proces, da je na koncu validirana v realnem okolju. To pa ne pomeni samo, da mi sedimo pač na sestanku, pa se pogovarjamo, fajn bi bilo, da bi razvili zdaj rešitev za kmeta, da bi vpisoval svoje opravila na njive, ampak pomeni, da gremo že takoj v štartu k kmetu, k svetovalcem, k vsem akterjem prehranske verige in jih v bistvu vprašamo, kakšne imajo izzive, kakšni so problemi, kako bi jih bilo najbolj optimalno za rešite in potem v toj prvi fazi identifikacija problemov, tukaj probamo potem res razumeti, s čim se soočajo, kako bi njim lahko nekaj olajšali. Ker če se ta prva faza izpusti, potem se ti lahko zgodi, da razvijaš neko rešitev, ki pa v bistvu je fajn, ti si prebral, vse mogoče znanstveno literaturo, članke, pogledal, x različnih publikacij, ampak ni nujno, da je na koncu to nekaj, kar v našem lokalnem okolju kmetje pa drugi akterji res potrebujejo. Zato je ta prva faza identifikacija
problemov tako pomembna in potem na osnovi te faze potem naredimo neko osnovno idejo. Potem imamo spet naslednjo fazo, to je kodizajn, tam upravimo, ko to osnovno idejo spet s temi istimi akterji pretresamo, oni pogledajo, povejo svoje mnenje, povejo, če je to res nekaj, ko oni potrebujejo, ali je to kar neki, ali je preveč. Naprimer, ko smo razvijali sistem sledljivosti, to, ko gre od semena pa do police, ko potem da potrošnik skenira QR kodu na police, ko potem vidi celo pot izdelka, smo tudi tako delali. Nam se je zdelo super, ko bi bilo v tisti začetni fazi, ko bi kmet vnesel vse, ko bi vnesel, čigavo je seme, če je tretirano, kdo ga je sadil, koliko razmaka, koliko je semena porabil, vse in potem spet, da bo spremljal rast rastline, potem spet bo slikal tisto rastlino ob vsaki fazi, kdo ima 3 liste, kdo ima 5 listov, kdo ima 12 listov, kdo bo cvelo, kako dolgo bo cvelo, s kim jo ješ tretiral, vse. Ampak potem so nam kmetje rekli, pa ko ste, znurili ste, kdo bo v nekem realnem svetu to vnašal. Ker tisti razkorak med tem, ko zdaj raziskovalci ali pa ponudniki rešitev mislijo, ko bi bilo fajn, pa med tem, ko v resnici je fajn potem tudi za uporabo, ko pa za vnašanje, je v večini primerov zelo velik. Torej, zelo pomembno je, da je kmet soustvarjalec. In kaj ste pravzaprav opazili pri njih? Kaj ste se morda naučili od kmetov? Naučili smo se predvsem tega, da stvari morajo biti smiselne, da ne smejo biti prekompleksne, ker potem, če mora kmet, če se vrnem k temu sistemu sledljivosti, če mora vnesti milijon podatkov, če mora še fotografirati, če mora še po možnosti, ko vse to ne dela na telefonu, ko zdaj mora on se še potem spraviti do računalnika, pa to še se vnašati, pa še po možnosti v 15 mestih iskati skupaj podatke, to potem noben kmet, razen redkih entuzijastov, ne bo v resnici delal. In to, ko smo se v bistvu to naučili, ko je zelo pomembno, ko kmetu to predstavimo na nek normalen način, da on ima možnost povedati svoje mnenje, da potem tudi to mnenje, ki ga on pove, mi upoštevamo, ker včasih se tudi zgodi, da kdo organizira delavnico, zbere mnenja, ampak jih na konci pač ne upošteva, ker se mu še vedno zdi, da je njegova ideja bila pač boljša brez teh mnenj. In da se potem te mnenja implementirajo v rešitev in pa seveda, da se zelo dobro razmisli, kakšne so koristi za kmeta. In pa tudi za predelovalca ali za bilo koga drugega, ki bi naj uporabljal to rešitev. Ker te koristi so zelo pomembne, pa ne nujno, da je ta korist samo neki finančni prihranek ali pa nekaj, ali je to, lahko je samo to, ko pač ne porabi za neko opravilo 15 ur, ko porabi 7 ali pa 10. Tako nek prihranek časa, pa seveda tudi to, da zaupa sami aplikaciji, pa samemu procesu, pa tudi nam na koncu. Ker ta proces zaupanja se mi zdi, da je zelo dolgotrajen, pa tudi zelo pomemben. Ker tudi za same identifikacijo problema, za co-design session, pa tudi naprej za testiranje same aplikacije je zelo pomembno, da kmetje zaupajo. Ker če ne bo zaupal, potem tudi nekega realnega feedbacka ne bo dal. Bo nekaj tako splošno rekel, toliko da se reši samega pritiska tega, da mora nekaj povedati, ampak ne bomo pa dobili neke realne slike. Pomembno je zaupanje kmeta tudi v tem segmentu, kaj se bo zgodilo z njegovimi podatki, ker zdaj je ta kraja podatkov, ta zgodba o tem, kaj kdo dela z mojimi podatki, je zelo aktualna. Torej, terensko delo, realne potrebe terena, potem digitalne rešitve morajo biti življenjske in pa na koncu morate doseči še zaupanje kmetov. Je to ta vrzel, ki jih nekateri pilotni projekti ne uspejo preseči? Dosti pilotnih projektov še vedno sledi temu linearnemu inovacijskemu modelu. Se pravi, rešitev se razvija nekje v raziskovalnem laboratoriju,
Prideš do kmeta, tu imaš rešitev, tu imaš kmeta in poveš, to imam jaz rešitev, ti pa si tu zato, ker to rešitev uporabljaš. In potem pade se skupaj v vodo, zato ker ima kmet že v osnovi odpor, ker je bilo nekaj vsiljeno, pa še rešitev ni prilagojena njegovim potrebam in je večinoma prekompleksna, nima nekega tega videnja prihranka ali pa nekih kakšnih koli koristi od te aplikacije. Pa ne pravim, da je zdaj ta aplikacija že četrti slaba, ampak lahko bi bila bolj prilagojena. Ne? Zato se zdaj v zadnjem obdobju ta linearni inovacijski model precej opušča in gre na ta krožni model inovacij, kjer pa so te faze, kako smo se pogovarjali. Ne? Se pravi, identifikacija problema, kodizajn, inicialno testiranje, realno testiranje v realnem okolju in pa vmes vedno pride do feedbacka, se pravi, da kmet ali pa katerikoli drug uporabnik da svojo povratno informacijo, ta se vkomponira v razvoj in se pač poda tudi kmetu nazaj, kako je bila ta njegova povratna informacija upoštevana v samem razvoju rešitev. In tako se te navadno doseže, da so te rešitve v praksi potem bolj sprejete. Zdaj ne pravim, da je to pač vedno, to je pač v idealnem svetu je nekako ta model dosti bolj sprejet, pa tudi naše izkušnje so pokazale, da se na ta način naredijo bolj življenjske aplikacije. Res je, da se porabi več časa, ker tudi pač to zahteva svoj čas, že najprej, da vzpostaviš nek odnos z kmetom ali s predelovalcem ali ne nazadnje svetovalci. To traja, ampak ko enkrat ta odnos vzpostavljam, pa stvari tudi gladkeje pa boljše tečejo. No, ko razvijamo ideje, rešitve, že na začetku pripišemo določenim potencial. Vas je morda kakšna rešitev presenetila kasneje, ko ste jo uvajali v prakso, predvsem pozitivno? V bistvu vse naše rešitve so bolj ali manj narejene po tem principu. Tako smo v bistvu že vse rešitve nekako vedeli, to je zdaj malo zelo neskromno povedano, da so dobre in da bodo bolje sprejete, ker so bile res že od začetka narejene skupaj sploh te rešitve za kmete so bile narejene skupaj s kmeti in pa z svetovalci. Ker svetovalci so tudi zelo pomemben faktor v smislu, ka oni že imajo neke odnose s kmeti, večinoma že ustaljene skozi čas, pa tudi večji nivo zaupanja imajo kmetje do svetovalcev, kot pa zdaj na primer do naših razvojnikov na ITC-ju. Tudi poznajo jih bolje, kot naše dečke, na primer. Kako pa ocenjujete pobude skupne kmetijske politike Evropske unije na tem področju? Imajo kmetje dovolj podpore? Kmetom večinoma podporo za ukrepe nudijo svetovalci. Mislim, da imajo svetovalci dovolj znanja, dovolj informacij, ampak na terenu se dostikrat sliši tisto kritika včasih tudi svetovalcev, ki pa izvira iz tega, da imajo kmetje včasih tudi nerealna pričakovanja pa nerealne želje. Včasih se res je, da se ukrepi se spreminjajo, včasih se tudi malo bolj zakomplicirajo, ampak svetovalec ne more zdaj, lahko pomaga, lahko da svoje pripombe, ne more pa zdaj z nekega kompleksnega ukrepa narediti nekaj, kar bo na konci zadostovalo, kar si pač ti posejal. In včasih se tudi dosti slabe volje ustvari na terenu, ker imajo res malo neživljenjska pričakovanja kmetje. Eno področje vašega delovanja je tudi Living Lab. Kako bi razložili ta pojem? O Living Labu v bistvu zdaj že ves čas govorive v tem smislu tega validacijskega cikla, ker Living Lab je v bistvu to, da je to realno okolje, realen ekosistem, kjer so realni deležniki tega ekosistema, ki jih druži v bistvu ta isti problem oziroma ista želja po rešitvi. Tako na primer naš Living Lab zelene točke je ta realni ekosistem, kjer sodelujejo kmetje, predelovalci, trgovina,
konzumerji oziroma potrošniki, raziskovalci, odločevalci, pa seveda svetovalci, vsi z namenom, da bi nekako uspeli v tej naši regiji ustvariti bolj trajnostni prehranski sistem. In potem pač delujemo na različnih segmentih. Je pa pomembno to, da smo vsi v istem nekem okolju, ki dovoljuje različna mnenja in ki vedno gre skozi ta, en pa isti cikel, validacijski pač. No, ustaviva se še malo pri validacijskem ciklu. Pravite, da je izrednega pomena. Ja. Meni osebno, pa tudi drugim se zdi znanstvenikom, ki ga zdaj kar intenzivno se to raziskuje in se proba to narediti še bolj oprijemljivo, pa bolj razumljivo včasih tudi. Ampak res je pomembno predvsem z tega vidika, da niso rešitve razvite v nekem balončku, ampak da so v realnem svetu, ker tudi zdaj, naprimer, če gremo naprej po teh stopnjah, zdaj veliko sve govorile o samem izzivu problema, pa potem o kodizajnu, potem pa, ko imamo že enkrat, rešitev razvito do te mere, da je zdaj že lahko pač poskusimo na tisto prvo žogo, potem gre v to usability testing, da v bistvu pogledamo, če je to sploh nekako že ta prva uporaba, če je jasno, če vse to štima, potem pa gre, ko se pač da feedback, pa se to inkorporira, pa se spremeni pač v tem segmentu, gre v testiranje v realnem okolju. To pa pomeni, ko jo kmet dobi, pa jo potem mora zdaj v nekem določenem časovnem obdobju uporabljati, kako pač, da bi jo že uporabljal 100 let in jo ne uporablja zdaj nekako tako, zdaj bom jo pa malo uporabljal, ampak jo proba čim bolj uporabljati v konkretnih opravilih, v konkretnem svojem življenju. In potem po tem testiranju se te komaj vidi, ali so bile vse tiste faze naprej res dovolj dobro premišljene, dovolj velikokrat ponovljene, da je to testiranje v realnem okolju res pokaže v redu rezultate. Ker tukaj se potem največkrat zalomi. Saj tisto prvo testiranje, ko vidiš, če je samo aplikacijo, če se zna prijaviti, če zna tam poleg naših razvojnikov vnesti eno osnovno verigo, tisto ni tako zahtevno. Tisto že vsak spravi skupaj na eni delavnici, ko bo poklikal tam tisto, ko je potrebno. Potem pa komaj, ko že en čas uporablja, vidiš, ali je bilo res to dovolj preprosto, ko ne vzame zdaj več časa, kot naprimer pri dnevniku opravil, ko bi naj kmet vnesel opravila, ki jih je na njivi delal, ko ne bo na koncu vnašal dol časa opravila, ko jih je pa delal, ker potem jih bo samo enkrat vnesel. In to potem je zelo pomemben to testiranje, da pokaže potem, ali je ta rešitev res primerna, da se bo na nek daljši čas v realnem svetu res uporabljalo. Omenili ste dnevnik opravil, kako se je izkazal v praksi, je ta rešitev prinesla veliko pozitivnih učinkov? Dnevnik opravil zaenkrat še ni lansiran, tako v bistvu je še vedno v testiranju, sploh v tem realnem okolju. Imamo nekaj kmetov, ki so z njim že od začetka, ki ga tudi zdaj uporabljajo v svojih realnih proizvodnih praksah. In ta aplikacija se mi zdi, da je precej dobro razvita, da je šla skozi vse te cikle, da so v njej ogromno sodelovali tudi svetovalci, tudi kmetje in da po mojem mnenju, sicer to bi verjetno morali bolj oni povedati, ampak po mojem mnenju je dovolj preprosta in pa tudi ima dovolj koristnih učinkov, ker v bistvu ni samo to, da ti spremljaš, kaj si delal na njivi pri tej aplikaciji, ampak jo lahko potem tudi uporabljaš za subvencije, imaš za druge namene, tudi za različne kontrole, naprimer za ekološko kmetijstvo, kjer tako hočejo imeti vedno dnevnik vseh opravil, ki si jih naredil na kmetiji in lahko potem tudi za njih samo to sprintaš. Poleg vsega pa še imaš potem tudi povezavo z drugimi aplikacijami in lahko tudi naprimer poslovne načrte, to je druga aplikacija Farm Manager, ki je bila tudi razvita skupaj z svetovalci.
lahko potem narediš poslovni načrt za svojo kmetijo na osnovi realnih podatkov. Tako v bistvu je to tako ena umbrella aplikacija na nek način, ki jo lahko večkrat in različno uporabiš z istimi podatki. Tako tam ima kar precej koristnih stvari za kmete. Pa tudi na trgu je nekaj dostopnih teh aplikacij, ampak so pač ali imajo malo drugačen namen ali pa pač niso pa čisto podobne naši. Tako ta je v bistvu ta, pa seveda sistem sledljivosti. Ta je meni osebno zelo blizu, predvsem zaradi tega, ker je veliko tega nezaupanja v lokalnem poreklu o tem in tukaj res vidiš potem, ker je vse skupaj temelji tudi na blockchainu, kjer se pač prednost blockchaina je to, da ko enkrat ti vneseš podatek, ga ne moreš kar tako spreminjati, ne? Kar s papirnato dobavnico hitro lahko narediš, ne? In imaš en dan, drugi dan je pač v koši, pa narediš novo. In tukaj je potem fajn, da tudi potrošnik na polici potem vidi vse te korake in res vidi, da je bilo ne vem, tisto zelje na polici res pridelano pri točno tem kmetu, ni pa bilo pripeljano, ne vem, z Italije ali od nekoč, če se že oglašuje kot lokalno. Ne. Saj ne mislim, da je z italijansko zeljem karkoli narobe, samo Ampak če že oglašujemo. Ja, če oglašujemo lokalno, pa če prepričujemo, da je to ima dodano vrednost, da ima ne nazadnje višjo ceno, da potem res vidi potrošnik, da je to bilo res pridelano tukaj. No, vse se seveda konča pri kmetih, pri uporabnikih. Kako dovzetni so za sodelovanje, za digitalizacijo pomurski kmetje? Mislim, po mojem pomurski kmetje niso nič drugačni od vseh ostalih kmetov. In to mislim isto kot pri vsakem sodelovanju. Najprej so skeptični, najprej moraš ustvariti tisto zaupanje, željo, da sploh želijo sodelovati, da vidijo v tem seveda neko korist zase. Saj v bistvu smo vsi enaki. Tudi jaz nerada sodelujem v nekem, kjer ne vidim neke koristi zase ali pa kdorkoli drug. Ampak ko se enkrat to zaupanje vzpostavi, potem gre seveda lažje. Ampak mogoče so res, mislim, saj zato težko komentiram, ker v bistvu vedno delam največ s kmeti, pa sem htela reči, da so kmetje mogoče bolj specifični, kad težje zaupajo, ampak verjetno so tudi drugi težko zaupajo. Ampak ja, z malimi koraki, včasih pravimo baby step, so pomembni, ker ne moreš pač priti do nekoga pa ga kar naskočiti, zdaj pa joj ti sodeluj, ti imam to aplikacijo, zdaj jutri prijem še z drugo aplikacijo, fajn bi bilo, če bi mi še tu pomagali, eto v projekti imamo, ko rabimo analizo tal, lahko na tvoji njivi, ja, veš, pa te podatke, pa one podatke, pa tisto in da tako prideš voljda, da naslednjič rekel, nimam časa, ni me doma, odšel sem v Ameriko, kamkoli, ne. Tako ja, neko, mislim, kako pri vseki stvari, po mojem, tudi pri sodelovanju s kmeti je potrebna zdrava pamet. No, morda so na začetku težje zaupljivi, ampak morda potem, ko vidijo prave rezultate, bolj lojalni? Ja, vsekakor, mislim, ko vidijo, ko je njihovo mnenje nekaj vredno, potem se začne počasi ta premik. Pa tudi, ko vidijo, da na koncu razvijamo nekaj, kaj jim bo na koncu tudi pomagalo, potem je tudi lažje, pa se nek premik naredi. Če pa gre to vse v smeri samo enostranskosti, zdaj ti to meni, jaz tebi ne bo nič, potem pa seveda ta zgodba na dolgi rok ne gre. Smo pa opazili tudi, naprimer, ne samo s kmeti, tudi s potrošniki. Zdaj imamo že 2 leti imamo precej delavnic s potrošnikami, kjer tudi jih sprašujemo za mnenje, za različne aplikacije, za različne rešitve, vezane seveda na prehranski sistem. In tudi tu opažamo, ko prve delavnice, ko smo imeli, mislim, je naša sodelavka, ki je odgovorna za to, da po domače privleče ljudi na delavnico, je imela kar veliko težav. Zato, ker ljudje niso vedeli, kaj bo tam, kaj se pričakuje od njih, kako dolgo bo to trajalo, kako dolgočasno bo na koncu koncev. In je res skoraj zobe potrla, da jih je na prve 2-3 delavnice spravila. Zdaj pa se že ljudje kar sami prijavljajo. Zdaj so pa že nekako ugotovili, da te delavnice niso tako strašne, da je to pač druženje, da je
tudi neke koristne informacije dobijo, da povejo svoj feedback, da je te njihov feedback upoštevan in se potem radi vračajo. Pa zdaj so že v bistvu taka neka skupnost malta, ne, da se že tudi med sabo razumejo, poznajo in se je sčasoma tudi tu vzpostavilo to isto zaupanje pa volja, da pridejo. No, pri vseh inovacijah se ljudje delimo v različne kategorije. Eni so inovatorji, ki takoj posežejo po novostih, drugi smo bolj zapečkarji in preizkusimo nove stvari šele, ko vsi ostali. Kaj svetujete za konec tistim, ki še razmišljajo o tem, ali bi na svojo kmetijo uvedli digitalne rešitve ali ne? Zdaj, priporočala bi predvsem to, da v bistvu fajn je, ko začnemo postopoma. Ne. Zdaj, če nismo do zdaj uporabljali nič digitalnega, ne, je fajn, da to ni prva aplikacija, ki je res zelo kompleksna in ki vedno hoče nekaj od nas. Ne. Tako je fajn, ko je to nekaj preprostega, pa potem pa bomo že videli, kaj je to v bistvu za nas, ker na začetku, dokler se ne naučiš raznih aplikacij, ti res vzamejo veliko časa. Potem, ko pa se jih enkrat naučiš uporabljati, pa ugotoviš, da je bilo v bistvu vsa tista slaba volja od začetka brez veze, ker ni tako težko, obenem pa da veliko koristi v smislu, da imaš zdaj tam na enem mestu podatke, ki jih lahko uporabljaš na različne načine. Torej, tudi v kmetijstvu velja, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Točno tako. Doktorica Saša Štravs, najlepša hvala za vsa pojasnila, za vse koristne nasvete in uspešno delo na terenu in pa v laboratoriju še naprej. Hvala za to priložnost. Spoštovani gledalci, najlepša hvala za vašo pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.